Kmetijska zadruga Koper je bila ustanovljena 45. leta kot okrajna gospodarska zadruga. Takrat je združevala vse akterje lokalne kmetijske branže, to se pravi vse kmete treh obalnih občin. Teh pa le ni bilo malo, saj leta 1951 beležimo 1300 članov, ki so obdelovali tisoč hektarjev površine, kar pomeni, da je bila praktično cela obala en sam vrt. Leta 1983, ko je prešla vsa industrija živilska pod eno kapo, famozni SOS Timau Droga, je bilo v tem sklopu vključena tudi Agrarija Koper, vendar ta subjekt ni posloval dolgo, saj se je leta 1992 razdružil in je nastala Agrarija Koper, po tem imenu deluje tudi dan danes. Agrarija Koper danes 40 članov, 100 zaposlenih, ustvarja realizacijo 11 milijonov pa pol. Odkupili smo od naših zadružnikov 300 ton, tudi prodali. Lastniki smo 20% vina Kopra, premoremo pa 7 prodajnih punktov, ker kljub temu, da je poslanstvo zadruge zastopanje oziroma interes kmeta, lastnika, core business Agrarije je trgovina. V naših trgovinah 2 centra, enega v Kopru, agroživilska, pa enega v Luciji, ena trgovina v Marezigah, ena trgovina bioživilska na tržnici v Kopru in trgovina v Izoli. Pravkar smo odprli, oziroma lani smo odprli še trgovino v sezonskega značaja v Otokampu v Ankaranu. Pravkar se dogovarjamo z občino Izola za prevzem še enega dodatnega punta, to je ena drevesnica, ampak še vedno v fazi dogovora. Trgovine ustvarjajo nekje 70% realizacije in nekje strmimo k temu, da le to povečamo. Starejši zadružniki verjetno poznate razprtije oziroma dogodke, burne dogodke iz preteklosti Agrarije Koper. Poznate, da je famozna tudi med drugim potem, da zelo pogosto menja direktorje. Garnitura, ki je vodila Agrarijo leta 2012, je dejansko z nespametnimi potezami ogrožala obstoj zadruge, zamajala temelje, tako da smo mogli potem v naslednji ekipi krepko opruniti roke, da smo nekako zagotovili obstoj le-te. V letu 2013 smo dejansko z neizmernim trudom uspeli nekako urediti stabilno strukturo upravljanja, čeprav to ni neki dosežek, s katerim bi se človek hvalil, ampak je zelo bistvena sinergija med upravnim odborom in direktorje. Odločitve so v veliki meri odvisne od tega sodelovanja. Moram reči, da sedanje strukture upravljanja pod vodstvom gospoda starosta Aurelijeta Bonina pa naše Jorice Bolčič krasno sodeluje in zaradi tega smo kar fleksibilni v odločitvah in to se pozna tudi po poslovanju. Uspeli smo stabilizirati finančno politiko, uspeli smo reprogramirati kredite s pomočjo bank, poravnali smo več ali manj vse, kar smo bili dolžni upnikom, tega ni bilo malo, ter s tem postavili nove momente v poslovanju in nove tržne pogoje, ki so nam dodatno izboljšali poslovanje. Kar je nekako, kar smatramo za zelo vredno navdiha, je to, da smo izboljšali odnose z našimi člani, ki so bili primorani v preteklosti poiskati alternativne tržne niše, ker zadruga ni tega odkupovala, vsega, kar so oni proizvajali, ali pa ni plačala, kar je še hujše. V letošnjem letu smo, oziroma v letu 2013 smo zabeležili 11% rast teh izdelkov, ki so jih naši lastniki oziroma naši kmetje pripeljali v zadrugo, kar dokazuje, da nas zaupajo. Podatki za prvi 2 meseca v letošnjem letu so pa še bolj spodbudni, prva 2 meseca smo odkupili za 43% več kot lani, kar obeta, da bojo letos te količine bistveno večje. Kakor sem vam rekel, odkupili smo in prodali 1300 ton, če bi jih imeli malo da ne še enkrat toliko, bi zagotovo prodali, saj se lepo prodajajo in proizvodi iz obale gredo za med. Nažalost, ni vse tako spodbudno, ni vse tako lepo, kot zgleda. Na obali je situacija kar težka. Turizmu pojenja sapa, ribištva praktično več nimamo, solinarstvo je tudi ogroženo, glede na napovedano prodajo Telekoma, tako da moramo skrbno čuvati to, kar še vedno nam daje delovna mesta in kar zagotavlja mladim prihodnost. Iz tega razloga podpiramo
vsa prizadevanja, bodi si Zadružne zveze, bodi si bilo katere organizacije, ki prevzame bilo kakšno mero, da mlade vrne nazaj na njive, namesto na zavodih. In zaradi tega bomo veseli vsakega vašega obiska v ulici 15. maja, zadružnikov, kjer si bomo izmenjali izkušnje, ker bomo, če ne drugega, malo potarnali in poiskali skupaj rešitve iz te situacije, ki je izredno težka. Mojih 5 minut se izteka, hvala lepa.